Zdaj pa bom jaz v svoji družbi pozdravil 3 strokovnjake na svojih področjih, ki so se mi pridružili tukaj v naši digitalni dnevni sobi. Mogoče bomo začeli kar iz tele strani takole. Simon de la Corda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo in predstavnik mreže Novovit. Potem imamo z nami Jožeta Gornika, vodjo svetišča Središče Zavoda Netix. In še Matijo Ravnikarja, SRC Infonetov, strokovnjak za varstvo podatkov. Zdaj, gospodi, mi smo se zmenili, da se bomo med sabo tikali, na koncu smo le v dnevni sobi, imamo konferenco o digitalni preobrazbi in digitalnih orodjih nevladnega sektorja, tako da moramo biti malo nevladniški tudi sami s sabo. Pa dajmo kar direktno iti vprašanja, da izkoristimo čim več našega prostora. Jože, jaz bom pri tebi začel, če smem. In te bom vprašal, čisto da ima začeti pri nevladniki z nevladniki, kakšne so vaše izkušnje v nevladnega sektorja, kaj so tiste ovire, kje so mogoče prednosti pri digitalnih orodjih, kaj bi rekel? Jaz bi tako rekel, da dejansko, ko smo se začeli soočati s to digitalno preobrazbo, smo videli, da to prinaša tako koristi kot določene izzive. Res je bila to priložnost za nevladne organizacije, da na nek nov način pridejo do ljudi, pridejo do posameznika, pridejo v dnevno sobo, tam, kjer nekdo je. Hkrati pa seveda moramo vedeti, da ga pa nimaš tam. Mi smo zelo navajeni na osebne stike, tako kot smo mi danes tukaj, da se lahko pogovoriš, malo komentiraš. Tako da rekel bi, da pozitivna stvar je gotovo bil ta lažji dostop do informacij, kar naenkrat si lahko dobil. Povečanje učinkovitosti pri nekem upravljanju projektov, dogodkov, koordinaciji stvari. Seveda se je s tem tudi izboljšala ta komunikacija, sodelovanje z nekimi ciljnimi skupinami. So pa tudi postale spletne platforme in ta orodja tudi en tak močen orodje za ozaveščanje, tudi zbiranje sredstev, pa mobilizacijo podpornikov. Tako da ta del, bi rekel, z velika prednost je kar velik. Smo pa seveda imeli te, bi rekel, neke inovativne pristope, ki so se nam zdeli inovativni, ki jih pa seveda je treba nekako evalvirati, tako kot je bilo tudi prej rečeno, čisto na začetku, mogli se bomo malo vprašati, kaj prinaša pluse, kaj ne prinaša. Je pa gotovo, da neke učne organizacije so lahko prek orodij seveda kar naenkrat dostopale do ljudi, ne samo v nekih centrih, ampak tudi naokrog. In to je pa za nas pomembno, da se res lahko dotaknemo teh, ki so, seveda pa takoj pride do ovir pri dostopnosti do tehnologij. Seveda neke ciljne skupine nimajo takih sredstev, da bi zdaj imeli in prenosnik in računalnik, tudi seveda povezava. Kje ciljne skupine, recimo? To so seveda malo starejši, to so pač ljudje recimo na podeželju, ljudje s posebnimi potrebami, tako da tukaj je seveda tudi, dostopnost spletnih strani za tiste, ki potrebujejo, povečavo, barve. To pomeni, da so spletne strani res prilagojene, dostopne. Tega seveda ni, ker enostavno se nismo vsi uspeli tu hitro prilagoditi in vsi gledamo tako na večino. In to je ta problem tudi kulturnega okolja, v katerem delujemo. Tako da je... Prej smo šli v eter, so jih Simonom rekli, a nismo bili v bistvu v to nekako nevladnem sektorju pahnili v času korone. In smo se hitro navadili v bistvu na neke te digitalne rešitve. Pa bi mogoče zdaj prav Simona vprašal naprej, kaj pa je zdaj tista stvar, ki iz tvojega vidika recimo, lahko še res razvijemo za to, da bo ta digitalna orodja pri ljudeh še toliko bolj prisotna, da bodo znali uporabljati, da bodo vedeli, kaj je tisto, kar jim koristi. Ja. Najprej hvala za vabilo na ta dogodek, tudi zahvala mreži Regionalnih sejmišč, nevladnih organizacij za organizacijo tega dogodka. Se mi zdi, da vse skupaj predstavlja en tako pomemben kamenček v tem širšem mozaiko te zgodbe o digitalni preobrazbi nevladnega sektorja, za katero moram pa reči, da ni tako prišla tudi ne po koroni, takrat se je bolj, bi rekel, postala bolj relevantna. Ampak mi se dejansko na sistemski ravni s to digitalno preobrazbo, tudi informatizacijo nevladnega sektorja ukvarjamo dejansko zadnjih 20 let. Spomnimo se, leta 2003 je takrat delovala še mreža multimedijskih centrov, ki se ukvarjajo predvsem s temi točkami in dostopom infrastrukture. Potem smo imeli leta 2007 je bil ta zanimiv projekt Okno, odprt tako da za nevladne organizacije, ki je tudi SNVOS bil vključen, pa več nevladnih organizacij.
takrat bo narejena ena prva taka analiza potreb nevladnih organizacij na tem področju. Takrat so bile v tistem duhu časa bolj vprašanje, ima nevladna organizacija spletne strani. Takrat so že tudi postavili, da so že vprašanje veščin, kako uporabljati te različne računalniške programe in tako naprej. Potem smo 2014 bila ustanovljena ta krovna vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, ki poskuša krovno nastavljati vprašanje digitalne preobrazbe. 2015 smo naredili potem še eno sistemsko analizo potreb nevladnih organizacij. Takrat so se že pokazale, 2015 so bile bolj potrebe po nekih digitalnih storitvah, nekih krovnih servisih, vprašanje socialnih omrežij, uporabe teh veščin in tako naprej za komunikacijo. Mogoče najnovejše stvari, ki so pa zdaj aktualne, tudi se navežem s tem, kar je Jože rekel, izhajajo pa te izkustva z nevladnega sektorja s tem covidnim obdobjem. Smo pa imeli lani pa avgusta delavnico za vzpostavitev digitalnega središča nevladnih organizacij, ker so tudi sodelovali vsebinske mreže, regionalna stičišča, Ministrstvo za javno upravo, služba za digitalno preobrazbo, ministrstvo. Tam smo teh 6 področij identificirali, ki so zdaj aktualna za nevladni sektor. Prvo je to vprašanje, ki ga danes naslavljamo, dostop do računalniške opreme, do teh digitalnih tehnologij, orodja. Potem drugo področje so digitalne kompetence, veščine, ki jih je treba tudi sistemsko nagovoriti, da znamo te stvari uporabljati, da razumemo neka pismenost. To bo verjetno pa tudi več o tem kontekstu varnosti pa uporabe podatkov, da vemo, kaj so posledice, to smo pa navezali. Potem tretje področje so kadri, to je bilo tudi omenjeno, mislim, da je bilo strani državnega sekretarja, namreč mi v nevladnem sektorju rabimo ta programerski kader, razvijanje aplikacij, strani in tako naprej, seveda, ampak tukaj nevladni sektor z vidika plač ni konkurenčen, tukaj treba neko potem rešitev najti. Potem treba spostaviti tudi, kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor. Mi vemo, slovenski nevladni sektor je zelo razpršen, je precej znotraj področij sektorjev regijsko, so različne potrebe. In mi zdaj ne govorimo o nekem enotni predstavi, kaj je digitalna preobrazba, ampak pa katere digitalne preobrazbe so tiste, ki najbolj ustrezajo nevladnemu sektorju. Treba razviti nek model tudi digitalne strategije kot sektor, da pa nagovorimo to. In pa za zaključek pa to klasična zgodba nevladnega sektorja, financiranje teh projektov. Jaz sem zelo vesel, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo razmišlja v tej smeri. Napovedalo je tudi nek razpis konec leta za to, da bi lahko bomo še omenili. S tem bi pa tudi mogoče zaključiti. Ja, se s tem še vrnemo, ampak zdaj sem na Matijo navezal, prej Simon lepo nekaj povedal o veščinah. In v bistvu prvo vprašanje zate, kot za strokovnjaka pri ravnanju z podatki in z varnostjo podatkov, v bistvu, kaj je recimo tisto, kar že nekako iz naših izkustev, da smo nekako že imamo neko samo refleksijo do tega, kako lahko neko znanje, kar že zdaj imamo, pa ga moramo samo mogoče malo bolj ponotraniti, s katerimi znanji lahko že zdaj nevladniki operirajo pri tem, da svoje podatke bolje varujejo. Hvala za povabilo. Jaz bi tako začel. Poskusite razmišljati tako, da ste na drugi strani. Katere podatke vi dajete korporacijam, ustanovam, organizacijam in vi želite kaj, da oni z njimi delajo samo tisto, kar smejo, samo toliko časa, kolikor smejo, da tega ne pošiljajo naokrog, plus da imajo legalne, pravni temelj, kot se temu reče, da to sploh smejo delati. Če znate vi se na drugo stran postaviti, GDPR, varstvo osebnih podatkov, ZVOP 1, ZVOP 2, ja, ful papirologije. Kaj je bistveno? Bistveno je, da imamo končno posamezniki moč, v teoriji vsaj, ampak se tudi v praksi že kažejo rezultati, da lahko korporacijam, ki se ne držijo pravil, dejansko posledice povzročimo. In če nevladne organizacije, pa pustimo zdaj aplikacije kot take, ampak celotna nabirka obravnave osebnih podatkov, kako se v organizacijah s tem dela. Če vi izhajate ven iz tega, da dejansko namen je transparentno razložiti sodelavcem, strankam, prijavljenim prostovoljcem, komorkoli, kaj boste počeli s podatki, zakaj boste hranili, zakaj imate sploh pravico do tega, kje lahko kaj več izvejo, pa če se kaj ne strinjajo, da se lahko na vas obrnejo, pa jim boste pomagali. Jaz mislim, da bi si tega kot uporabnik vsak želel in jaz, če vidim na drugi strani kjerkoli aplikacije, tak odnos, je to 30, 40, če ne več procenten večje zaupanje, da dejansko je to nek sistem, ki je upravljan z dejanskim interesom varnosti in neke ozaveščenosti v varstvu osebnih podatkov zadnjih. Veš kaj, bom kar začel s tabo, v bistvu imam še eno vprašanje, ki bi ti ga rad naslovil, pa je
čisto povezan s tem, kot si zdaj rekel, ne, se pravi z varnostjo in občutkom tega pri uporabniku. Ne. Ker mogoče imamo v nevladnem sektorju občutek, da pač preprosto ne moramo zaupati nekim tem digitalnim orodjem, predvsem, če se ukvarjamo z občutljivimi podatki, recimo zdravstvenimi podatki ali pa nekimi podatki, ki se tiče mentalnega zdravja in tako naprej. Ne. Se pravi, a je neka stigma okoli tega? So naši podatki, ki jih opišemo v tej aplikaciji, res varni in kaj narediti, da bi bili bolj varni? Tako je. 100% varnosti ni, nažalost. Če lahko nas shekajo, bodo tudi nevladniki. Rešuje nas vse to, da nismo zanimivi v kontekstu količine podatkov, vsebine podatkov, demografsko nismo pač na preseku nečesa, kar bi bilo interesantno, ker tukaj zadnji je vedno denar. Ampak podatki so varni, aplikacija je varna do tam, kjer je lahko. Lahko se naredi na super infrastrukturi, kaj je pomembno, se bom se pol mogoče še tudi o tem, če sem o tem več pogovarjal, ampak pomembno je, da je infrastruktura v Evropi, da niso to ameriški ponudniki. Zakaj? Trenutno je ves prenos podatkov z Ameriko nezakonit, že nekaj let. Ljudje tega ne vejo. Vsi zatiskajo oči pa rečejo, vse nič hudega, saj bo. Ja, podatki so varni. Če je aplikacija zasnovana tako, da v največji možni meri skrbi za to, da so podatki tam, pa se ne drobijo, ne razparcelirajo, ne grejo v druge sisteme, plus, da so dostopi do teh podatkov na strani tistih, ki z njimi delajo, urejeni. Tukaj pridejo pa zapol politike, ozaveščanje zaposlenih oziroma prostovoljcev, v vašem sodelavcev, zakaj oni te podatke smejo uporabljati. Zakaj? Oni so tam z enim namenom. Organizirate projekt, prijavijo se udeleženci, ki želijo imeti korist od tega. Te podatki so zanimivi. Ljudje smo febična bitja, ta je bila pa moja sošolka. Me zanima, kakšna... Ja, najbolj pomembno in tudi večina kršitev, napadov, uspešnih, ki se zgodi prek uporabnikov, prek phishing napadov, prek takšnega drugačnega socialnega inženiringa. Če vi zaposlene ozaveste, da je to pomembno, kar delajo, kako delajo, kaj delajo in jih tudi nadzorujete pri tem, je to odličen začetek. Pa fajn je imeti dobrega ponudnika, dobrega razvijalca programske opreme. Prijem bom dobil besedo za Jožeta, pa bom vprašal nekaj o tem, kaj so tiste glavne ovire, ki v bistvu morda nekako preprečujejo širšo uporabo in tukaj mogoče njih ta izobrazba in nek ta preko conscience o tem, kako se te orodje uporabljajo, si ima neko Ključna stvar je zmeraj ta človeški faktor, potem pri varnosti pa preko te uporabi podatkov. Se mi zdi pa še ena pomembna stvar, ki pa izhaja iz tega, namreč nevladni sektor gradi svojo pojavnost podobo tudi na lastni kredibilnosti, lastni transparentnosti. In seveda, če zdaj mi kot nevladni sektor opozarjamo druge, vi niste dovolj transparentni, vi niste kredibilni, vi ne skrbite za varnost podatkov, moramo tudi mi sami pri sebi tudi na nek način razčistiti te stvari. Tukaj pa za en kavc, ki pa moramo paziti na nevladni sektor v kontekstu te digitalne preobrazbe sektorja kot takega, da bomo mi delali to, kar v bistvu drugim nalagamo. In tukaj moramo pri digitalizaciji potem tudi skrbeti za storitve pa aplikacije, ki krepijo transparentnost našega sektorja. Tudi v nevladnem sektorju imamo še zmeraj malo težave z objavljanjem lastnih letnih poročil na naših spletnih straneh ali pa pisati podrobnejše poročilo in tako naprej. Zdaj vidim, tudi se že storitve grejo v tej smeri in enako lahko tudi za zagotavljanje podatkov, ki jih moramo tudi znati skrbeti naših članov in tako naprej. Problem pa nevladnega sektorja so pa zmeri kadrovske kapacitete. Zdaj po mojem, tukaj sem Jože. Ja, definitivno ta prva stvar, ki je ta kadrovska podhranjenost in pa predvsem ne samo kadrovska podhranjenost. Ljudje, ki se v nevladnem sektorju izobrazijo za določena znanja, dobijo kompetence, so potem na nekem prepihu, ko se seveda etično odločajo, da bi delali v nevladnem sektorju, finančno, pa za preživetje se pa veliko bolj splača drugje. In iz tega izhajajo pač te naše finančne omejitve, pač na eni strani za samo plačevanje, po drugi strani pa seveda tudi za razvoj, da bi na nek način imeli svoje strežnike, recimo, da pač zagotavljaš še višjo varnost, ampak seveda, če imaš ti slabo zavarovan strežnik, je veliko slabši, kot pač, če imaš najetega nekega profesionala. Tako da, recimo, da je to. Druga stvar je seveda pomanjkanje strokovnega znanja,
In pa moje še v osnovi strah. Ne? Nas je vse zelo strah pred izgubo podatkov, nas je strah, ker seveda so visoke kazni, nas je strah, da se kdo se pa lahko potem sploh s tem ukvarja, ne? Kar posledično pripelje v to neko spiralo strahu in potem sploh ne vemo, kako bi rešili situacijo, ne? Zato ker se ne podamo tja. In tle je gotovo rešitev sodelovanje z temi zunanjimi strokovnjaki, z ljudmi, ki so to razvili recimo za biznis, za profit, seveda imajo pa tukaj tega občutka, da bi za nevladnike pač to naredili malo drugače, malo ceneje. Ne. In tukaj se pojavlja pa nova težava, ne, da včasih potem še za razvoj najdemo nekaj ljudi, najdemo idejo, najdemo sredstva, ne, ko pa je treba to vzdrževati, ne. Tam se nam pa v bistvu sesuje. Ne. In to je ta ovira, da seveda nevladniki razmišljamo 2 koraka naprej, in ne razvijamo rešitev, če jih potem ne bomo mogli vzdrževati. Vzdržujemo lahko samo tako, da bi ta strošek naprtili v naše uporabnike. Težava med biznisom pa med nevladnimi je, da naši uporabniki nimajo teh sredstev. In seveda mi moramo to za njih narediti, da je, bi rekel, dostopno in to z več vidikov. In to je ta spet ovira dostopnosti. Ne? Če moraš imeti, ne vem, najnovejši telefon, da aplikacija deluje, to ne gre, ne? Ker se moraš ti prilagoditi. Ne? Tako da potem pa seveda še neka slaba infrastruktura v nekih okoljih, potem dodatno gotovo ta varstvo podatkov, ne? Ki nas potem seveda omeji točno v tem, da pa ne vemo, ali zdaj prav delamo, ne? In lepo je bilo povedano, ne? Ljudje kot bitja, ki nas nekaj zanima, ne? Potem gledamo te podatke, pa jih prenašamo na domač računalnik, pa ne vem kaj. Ne? In tle lahko pride do teh, bi rekel, ovir. Na splošno pa seveda moramo tudi vedeti, ne? Tudi vse organizacije ne bodo kar uporabljali digitalnih orodij. Še zmeraj jih je nekaj, ki rabijo to samo kot pripomoček, zato da jim stvar deluje in ne bodo šli izumljati nekih novih aplikacij, ampak bodo uporabili odprtokodne programe, tako kot smo rekli, in smo jih že zbrali enkrat in se sedaj tudi deluje. Pa tudi ta, recimo, TechSoup, ki ponuja pač to programsko opremo za nevladne organizacije po dostopni ceni, ne. Tako da mi imamo neka orodja, mi imamo nek sistem, v katerega lahko pridemo in pridemo z manj stroški, zato ker smo nevladne organizacije in je to tudi korporacijski svet nekako prevzel. Če lahko še dodam, mislim, da je dolgoročno bo treba povezati vprašanje profesionalizacije nevladnega sektorja z njegovo digitalizacijo. Ne. To pomeni profesionalizacija, ko govorimo o profesionalizaciji, govorimo o podpornih okoljih, strukture, regionalne sečišča, vsebinske mreže. In mi zdaj trenutno v nevladnem sektorju nimamo podpornega okolja za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja. To nam manjka na tej sistemski ravni. Pobude grejo v to smer, da bi se ustanovilo digitalno središče nevladne organizacije, ki bi potem po teh različnih stebrih seveda naslavljalo izzive, kot so varnost podatkov, potem programerske storitve, infrastrukturo, tako naprej. Multimedijski steber je zelo pomemben, da imamo to neko video komunikacijo, potem diseminacijo teh digitalnih kanalov. In se mi zdi, da je to tudi ena stvar, ki moramo mi kot sektor seveda pa tudi naslavljati, ko bomo pisali to strategijo razvoja nevladnega sektorja do 2030, tako se na novo piše. Te profesionalizacije pa digitalizacije treba dejansko. In zato je bila moja zadnja točka, točno to pomanjkanje informiranja in zavedanja, ne, o rešitvah, o uporabnosti, o sodelovanju, ne, to je pač en tak, bi rekel, zaključen moment, kjer moramo se povezati. Ja. Pa vseeno bi tle mogoče, ker neki pesimizem je bilo slišati, s tem tvojim izvajanjem mečkeno, ne. Čeprav sem prej videl, da je pač Jan predstavil ogromno enih orodij, ki že zdaj funkcionirajo in jih lahko uporabno, pa mogoče za tiste, in jaz se strinjam s tabo tukaj, mislim, da se vsi strinjamo o tem, da ni digitalna rešitev za vse nevladnike, da zdaj pač morajo to. Ampak mogoče tisti, ki, to je recimo zate, mogoče tako malo vprašanje, pa tudi za vse ostale, mogoče se lahko na to navežete, kako bi neke organizacije, za katere bi bilo smiselno to, da gre v digitalno preobrazbo, da se digitalizira, da uporablja ta orodja, pa mogoče malo cinca bi ali ne bi, kaj bi bilo tisto, ki bi rekel, zdaj pa jaz mislim, da vam priporoča tole, da greste to orodje. Morajo se prilagoditi, dinozauri so izumrli, tako da izvoli Simon. Jaz mislim, da prva stvar so recimo take dogodki, ki jih podporna okolja delajo, da se predstavijo, zberejo ta orodja, ki so mogoče, da se bolj natančno predstavijo funkcionalnosti posameznih, to smo se pogovarjali, mogoče imamo neke tehnične vidike, kaj so konkretne uporabnosti pa učinki teh različnih orodij dobre prakse.
In pa, da se mogoče te dobre prakse dodatno spostavlja kot neke skupne rešitve za nevladni sektor. Mi imamo zdajskrat problem, ker če že vlagamo v nevladni sektor, njegovo digitalizacijo, so to pa neki vrtički. Tam nekaj razvije nekdo za nekaj za svojo mogoče mrežo, pa neke uporabnike, pa spet drugi so pa rešitve zelo podobne. In tukaj res rabimo neko sistemski pristop k modelu digitalne preobrazbe, ki združuje pa seveda odprtokodne pa zaprtokodne programe, pa se glede tudi neke etične vrednote, kaj pomenijo eni, kaj pomeni drugi, na nek način pogovarjamo o tem, kaj tudi pomeni potem nek motiv, ali uporabljam to opremo ali pa drugo. Se mi zdi, informirati, ozaveščati, dobre prakse izpostavljati. Je pa problem, spet imamo pa na človeški faktor, navade železna srajca. To imamo tudi na področju, ko treba spremeniti, recimo na okoljskih politikah, ko treba spremeniti neke navade, bolj transni način življenja, pa spremeniti mogoče neke navade mobilnosti. Podobno se dogaja s to računalniško opremo. Ko ti nekaj delaš, pa zate deluje, moraš tudi pol vedeti, da moraš nekaj časa investirati za to, da ponotraniš neko novo tehnologijo, digitalno tehnologijo, da drugačen delaš. Tudi strah je tukaj pomemben. Jaz mislim, da treba tudi potem znotraj nevladnih organizacij ne to pustiti, da posameznik se sam s tem ukvarja, mora imeti neko podporo, da je neka ta skupnostni moment in tako naprej. To je bil mogoče tako. Če sem lahko hudičev odvetnik, obstaja tudi lažji način, ki pa ni tako prijeten. Ena na ena se, ali pa v kontekstu enih skupin, organizacij, ki se s podobnim ukvarjajo, se dobite na enem sestanku in preverite procese, kjer, recimo jaz zdaj lahko govorim za obdelavo osebnih podatkov, ker se s tem ukvarjam. Pa poglejte procese, potem pa odgovorne za projekt vprašajte. Kje imate mape posameznikov, kje imate pogodbe s podizvajalci, kje imate izjave zaposlenih, da se bodo držali pravil, kje imate politike dostopov, kje imate opredelitve nalog, pa mi dajte to ven. In potem, ko boste gledali, pa bodo oni brskali po 6 omarah in bodo večino stvari našli, vseh pa ne, gledajte, informacijska rešitev, ki zahteva določen moment, določen interes, nekaj truda, tudi nekaj stroška, ampak jasno, tukaj govorimo o minimalizaciji stroškov, gledajte, rešitev, ki vam bo omogočila. Nadzor nad tem, s kom delate, zakaj delate, kaj kdo dela, kje so pogodbe, kdaj so spisane, koliko časa velja. Hudičev odvetnik je to, da ko bo inšpektorat prišel, informacijski pooblaščenec, takrat bo že prepozen. Pa nočem groziti s kaznimi, ker načeloma niso drakonski, kar se tiče pooblaščenec, ni tako represiven organ. So zelo razumevajoči, po mojih izkušnjah so zelo razumevajoči, se z njimi da marsikaj zmeniti, ne bojo kar kazni pisali. Ampak če pa vi ne boste znali na osnovne dokumentacije, na osnovnih pravil jim predložiti, pa nimajo izbire. In digitalizacija, kolikor je lahko zelo naporna, sploh za različne starostne skupine, ki niso s tem toliko v stiku, je čudovito orodje. In dejansko vi lahko z namenskimi aplikacijami, ki jih je prej Jan prikazal, to so narejene zato, da vam pomagajo. In če zraven še kakšno zadevo olajšajo, pa ni treba pol iskati, vi sami en izvoz naredite, ne vem, jaz ne vidim uver, je pa res, treba se jih pa navaditi. Ja, vse je mogoče jih to, treba je povedati, da so, ko bi rekel, vstopni stroški, se to entry cost pravilno, vstopni stroški morda malce visoki, za kakšno aplikacijo, pa za kakšno stvar, pa za kakšne demografske skupine predvsem, ampak na koncu se pa splača dolgoročno. To je tisto, kar je treba povedati. Cost effort oziroma cost benefit. Ni sam strošek, je tudi energija, pa živci, ampak izplen je lahko ogromno. Mogoče bi zdaj se Simona vprašal, zdaj smo Slovenijo malo pokrili, zdaj smo se malo v Sloveniji pogovarjali, pa to velja tudi za ostale. Zanima me, mogoče poznaš področje evropske zakonodaje, direktive in tisto, kar predlaga Bruselj za Evropo, pa tudi za Slovenijo. Koliko mi temu sledimo, kar dobimo iz supranacionalnega nivoja in potem v našo upeljavo, kje smo s tem, kaj lahko pričakujemo v digitalni preobrazbi? Marca je bila sprejeta ta krovna strategija, digitalna Slovenija 2030. Če greste brati ta tekst, mislim, 50-60 strani, so kar močne te reference na politike Evropske komisije. Evropske unije kot take
govorimo o tem digitalnem prehodu, govorimo o ta digitalni kompas. To, kar se je zgodilo s to novo strategijo, tiče se pa tudi nevladnega sektorja v primerjavi z strategijo Digitalne smeri 2030, ki je imela to vodilo z intenzivno digitalizacijo, ne, do neke digitalne preobrazbe, ker je bil bolj ta tehnološki, tehnični poudarek kot podstat digitalne preobrazbe. Se je pa tudi zaradi te COVID izkušnje se je pa zgodil nek tudi političen obrat v to, da digitalno preobrazbo razumemo tudi skozi neke človeške vidike in zdaj se zelo govori v Evropski uniji na človeka usmerjena digitalna preobrazba, neki humani principi. Zato je tudi ta nova nacionalna strategija, ima precej teh stvari notri vključenih, imamo posebej sklop, digitalna vključenost, nekaj se tudi govori o tej družba 5.0 in tako naprej, o zaupanju, o vključevanju ranljivih skupin in tako naprej. To, kar mogoče manjka v primerjavi z tudi temi evropskimi smernicami, ki so se pojavile po okviru debate o prihodnosti Evrope, te konvencije Evropske družbe, ki je bila zdaj, ki je bila pod francoskim predsedovanjem, ki je zaključena, je pa tudi ta neka digitalna preobrazba nevladnega sektorja. Mi smo skušali, ko smo bili vključeni, ko smo sodelovali v javni razpravi, vključiti v to strategijo tudi reference na podporno okolje za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja, žal to ni bilo sprejeto. Čeprav so tam od reference na digitalno preobrazbo podporno okolje gospodarstva. Spravi, tukaj moramo še kot nevladni sektor malo bolj v smislu zagovorniškem smislu pritisniti in tako naprej. Zato bomo zdaj tudi poslali dopis drug teden na Ministrstvo za digitalno preobrazbo glede akcijskega načrta. Tukaj je zdaj še možnost, da se te stvari vključijo noter. Drugače pa seveda zdaj primerjati evropske, recimo te bruselske mreže, ki imajo dostop do sistemskega financiranja, ki so, bi rekel, tudi podprte z čimi projekti, pa mogoče slovenski, ta nevladni sektor, se vidi, da je v nivo investicije manjši. Mi zdaj v Sloveniji še nimamo tega sistemskega podpornega okolja, z MRU-jem je bil ta javni razpis narejen, nek prvi korak, Ministrstvo za digitalno preobrazbo zdaj napoveduje tudi razpis in to je nek trend, ki ga moramo tudi mi nek način obrniti pa slediti tem evropskim smernicam. Ja, morda bi zdaj, ker imamo še nekaj časa, pa čisto odprl razpravo na splošno. Slišali smo veliko zanimivih iztočnic, pogovarjali smo se o tem, kako je v bistvu pomembno nekako imeti neko samorefleksijo pri tem varovanju podatkov in se vedno predstavljati nekoga, ki je na drugi strani, da lahko iz tega izhajamo in potem v bistvu je naše izobraževanje tistih kadrov, ki jih imamo na razpolago, tisto, ki bo mogoče privedlo do tega, da že s tem, kar zdaj imamo, delamo bolje. Potem v bistvu na nekaj meri lahko rečemo, da imamo česa veseliti, na koncu koncev v naši digitalni preobrazbi, ker se stvari delajo, mislim, tudi se premika naprej. Ne samo zaradi tega, ker nas je nekaj ta COVID-na kriza v to porinila. Sicer smo, da se 20 let dogaja, mogoče se je to v javnosti začelo govoriti šele takrat, ker smo mogli biti res iti vsi v to. Tega smo se do neke mere navadili, do neke mere smo ugotovili, da so prednosti, sicer smo tudi odgovorili, da so ovire, obstajajo. Ampak se jih da reševati predvsem s tem, da se v bistvu izobražuje nekako kadre. To je bil nek tak ključen moment, se mi zdi. No, pa seveda, da se ustrezno financira, pač ta digitalna preobrazba, da se potem tudi organizacije, tako kot je bilo rečeno, povežemo na teh ključnih in tako kot delujejo recimo regijska stičišča, ker delamo na nekem lokalnem nivoju, ampak pokrijemo res veliko tem, da so vsebinske mreže, ki pa pokrivajo recimo to specifično in se dejansko borijo na tem nivoju za to priznavanje, za spremembe, ki so, in seveda tudi uvajanje iz Bruslja, vsi vemo, da včasih so nam potrebne te direktive, zato da lahko premaknemo kaj pri nas. Jaz pa kot pesimist, tak sem po naravi, seveda gledam v tem tudi birokracijo, pač neke dodatne zahteve, ki pa terjajo čas, mi pa vsi zelo radi čas usmerimo v ljudi, v pogovor, zdaj, aj tu prek moderne sodobne tehnologije, da mi ni treba iti ven, ali pa da grem pa se dobim na dogodku, ampak vseeno je ključen človek. In tukaj je mogoče taka še en od zaključnih misli, je gotov ta vključevanje ranljivih skupin, vključevanje ljudi z manj priložnostmi, organizacij, ki nimajo, bi rekel, sistemskega financiranja, kot je bilo rečeno. Meni se gre tukaj, da bi na nek tak pameten način to zbrali, in seveda orodja, ki pa so razvita, in še posebej orodja, ki so razvita in financirana z državnim denarjem, da bi ta orodja
seveda bila potem bolj prosto dostopna, ne. In pa seveda, da bi bili ti projekti long term, ne, torej tudi, če se financira razvoj, ne, da se pač razmisli, da se mora financirati če vsaj 3 leta popravki ker ne, 2-leten projekt pomeni, da prvo let, če načrtuješ, pa programiraš, pa potem po 15 mesecih daš ven projekt, potem imaš pa še nekaj do konca, ampak glavne napake, ne, to pa mogoče iz prakse, se pa pojavljajo potem z uporabo. Ker ravno ta, ne, to, kar je najtežje, med uporabniki, organizacijo pa programerji, ne, narediti dobro sinergijo, da vsi razumemo, kaj želimo, ne, je najtežje. Zato, ker programerji točno vejo, kako se vnaša, zakaj se vnaša, uporabniki pa včasih vnesejo malo drugače, pa se potem vse sesuje. Ne. Samo to je, ne, pač ta dolgoročnost, ne izgovarjanje, da nismo vedeli, ne, ampak samo, da imamo to opcijo, ne, in Slovenija ima pač problem ravno s tem, da so razpisi res tako kratkoročni. Ne. Zdaj pa mogoče, zato se ne bomo udeleženci in vsi, ki smo danes tukaj izgovarjali, da nismo vedeli česa. Izmislili so z digitalno preobrazbo, so se nam sicer upravičili, so upravičili pač svojo participacijo pri naši digitalni dnevni sobi današnji, ampak vseeno so nam bili tako prijazni in poslali kratek PowerPoint, kjer bi izpostavil samo res tiste ključne stvari, mogoče mislimo lahko pomagati, v času še imamo, da bi pač povedal, kaj nas v bistvu v naslednjem kratkoročnem, srednjeročnem obdobju čaka z vidika razpisov. In ja, prvi izmed njimi, ga imate že na prosojnici, pred sabo je pač ta javni razpis za sofinanciranje usposabljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo osnovnih delših poklicev. Ta bo težek kar 5,5 milijona evrov in v bistvu je prvi rok za prijavo že kar kmalu, 27.6. Če lahko gremo naprej, naslednji slajd bi prosil režijo. Še naprej. Tako. Potem imamo tukaj še en razpis, na katerega lahko opozorimo, javni razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru React-EU za dvig digitalne vključenosti prebivalcev starejših od 30 let. Tudi ta bo na voljo kmalu, ampak več informacij bo na spletni strani gov.si. In pa naprej. Potem bodo pa tukaj tudi programi Evropske kohezijske politike v naslednjem srednjeročnem, oziroma to bi rekel dolgoročnem obdobju 2021-2027, ki bodo na voljo konec leta 2023. To je, mislim, da tisti razpis, na kateri se prej tudi navezovali. Za več informacij se lahko obrnete na službo za evropske sredstva, na Ministrstvo za digitalno preobrazbo in tukaj pa magistrica Katarina Zadnik, ki vam bo lahko pri tem tudi pomagala in bo najverjetneje z veseljem odgovarjala na vsa vaša vprašanja. Na tej točki bi se jaz potem tudi zahvalil. Še zaključne misli? Če jih imamo, prosim. Dajmo jih. Zaključne misli in potem bomo... V dveh stavkih. V dveh stavkih, ki ste prej govorili o digitalizaciji, pa cela zgodba, pa finance. Jaz bi z vidika varnosti, pa pustimo ljudi smo obdelali tehnično, iz prakse je bistveno ceneje, bistveno bolj varno, da aplikacije, ki so po namenu blizu, živijo na najeti infrastrukturi, katere upravljavci so strokovnjaki za varnost, za upravljanje, potem so pa uporabniki dostopajo do tja, kot da vsaka aplikacija živi na svoji namenski pod enem strežniku nekje v kleti. Zato, ker potem vi lahko resurse, ki jih ni, ljudi, ki jih je premalo, usmerite tiste 3, 4, 10, kolikor jih je v skrbništvo zaledja, veste, da ste tam varni, pa se lahko ostali ukvarjajo pa z uporabniško izkušnjo, pa s tem, da bo to živelo. Stroškovno je to bistveno bolj učinkovito, pa še bolj varno. Mogoče čisto iz tehničnega vidika. Okay. Jaz bi pa izpostavil z vsebinskega, da rabimo v nevladnem sektorju informiranje medsebojno, izobraževanje in pa potem na koncu neko standardizacijo postopkov, pravil in tako naprej. Moja zaključna misel je v tem smislu, da kot družba bomo mogli začeti razmišljati razmerje med digitalnimi tehnologijami pa med družbo. Iz tega pa tudi izhaja, kakšen bo ta koncept digitalne preobrazbe v nevladnem sektorju. Vidimo zelo močne pritiske digitalnega kapitalizma in moramo tudi nevladne sektorje se vprašati, sledimo temu tržnemu momentu digitalizacije ali pa digitalizacija, ki bo šla nekaj bolj tudi nepridobitne, neprofitne variante, ki bo pa tudi potem služila na koncu človekov. Tukaj gre zmeraj za razmerja moči.
tukaj so tu neki globalni trendi in nevladni sektor tukaj ne more biti, bi rekel, gluh pa slep na to, kar se dogaja. In to, ko smo rekli na začetku, ne, tudi mi moramo biti nek obraz, svetilnik, kakšna je bila ta digitalna preobrazba. Ne. Še vedno pa mislim, da treba krepiti pa te družbene in pa človeške vidike. No, jaz ne bom niti povezal vaših misli, ker so bile tako strelne zdaj in mislim, da se jih lahko udeleženci povežejo sami. Na tej točki bi se vam res samo zahvalil za to, da ste prišli, da ste sodelovali v naši digitalne dnevne sobi, smo se malo pogovarjali o teh stvareh, izpostavili zelo pomembne vidike, v bistvu preteklosti, prihodnosti, sedanjosti, digitalne preobrazbe in opozorili na tiste vidike uporabe digitalnih orodij, ki jih lahko zdaj naši poslušalci in poslušalke uporabljajo praktično od danes naprej. S tem bi se vam zahvalil, da ste prišli. Hvala. In vsem sodelujočim pa naslednja informacija. Zdaj boste imeli priložnost se povezati v posebne breakout sobe na Zoomu. Imeli boste seznam teh sobic na naslednjem slajdu in to je zelo preprosto. Se pravi, kliknete na povezavo, ki sem vam pokazal na ekranu, glede na vaš interes seveda. Če pa to ne bo šlo, sem mi pa izrežija povedal, da vas bodo z veseljem tem pomagali, če napišete v komentar oziroma v chat funkcijo na Zoomu. In to je to, mi se vam zahvaljujemo za ta prvi uvodni del, zdaj pa lahko dodatno izobrazite še v teh breakout sobah. Hvala lepa.